so v redu? Ja. Ok, super. Pa lahko začnemo. Lepo pozdravljeni vsi skupaj, tokrat v drugi epizodi oddaje Kineziolog svetuje. In sicer tukaj z mano iz Birminghama, Tim Podlogar, urednik in stvaritelj spletne strani kineziolog.si. Sicer pa doktorski študent na Univerzi v Birminghamu. Malo več boš pa ti povedal še enkrat o sebi, za vse tiste, ki niso gledali prejšnje prve epizode, pa te še ne poznajo. Torej, kdo je Timi? Kaj počne? Po osnovni izobrazbi je kineziolog, ampak v zadnjih letih se ukvarja predvsem z presnovo oziroma metabolizmom in pa športno prehrano. To je moja tema doktorske dizertacije na Univerzi v Birminghamu, kjer sem zadnji 3 leta. Tukaj sem naredil tudi magisterij. To je pa tudi to, no? No, super. Prejšnjo epizodico sva govorila o hidraciji, tudi veliko se ukvarjaš s proučevanjem hidracije in pa, tako kot si sam omenil, presnove prehrane, športne prehrane. Tako da o hidraciji in tekačih sva govorila prejšnjič, danes pa sem si za temo pogovora izbral zelo pikantno, mislim tudi zelo perečo temo, in sicer beljakovine in pa prehranski dodatki. Torej, bo malo rekla o tem, in sicer bo obdelala vse od športnikov pa do starostnikov, do vsakdanjih ljudi, fitnesa, teka in tako naprej. Vse, kar ima veze z beljakovinami in prehranskimi dodatki. Torej, dajva začeti, boš morda malo več pojasnil, torej, koliko beljakovin, morda najprej to pojasniva, potrebuje nekako normalna oseba ali poprečna oseba moškega, ženskega spola. Torej, kolikšen vnos beljakovin na dan, pa če daš mogoče lahko kakšen tak primer iz prehrane, no, da se bomo znali boljš predstavljati, koliko teh opevanih beljakovin sploh rabimo. Zdaj, ko govorimo o beljakovinah, veliko se govori o proteinih, to je pravzaprav ena in ista stvar. Proteini so trika za beljakovine, tisti, ki ne vejo slučajno. Je pa v zadnjem času se o tem veliko pogovori, sploh zato, ker proizvajalci športne prehrane nam na nek način že na Petrolu vsiljujejo izdelke z dodatkom beljakovin. Čokoladice. Posod je polno beljakovin in na mestu je vprašanje, ali to res dejansko moramo ljudje povečati vnos beljakovin. Osnovne prehranske smernice priporočajo ali pa nekako narekujejo nam, da zaužijemo ali pa pojemo 0,8 grama beljakovin na kilogram telesne mase. To zdaj, če dava za primer, 70 kilogramskega človeka, moškega, je to se pravi manj kot 70 gramov, kar je relativno malo. Današnje raziskave, vedno več se govori o tem, pa kaže, da je potreba po beljakovinah precej večja, oziroma da je priporočljiv vnos precej večji od tega in se nekako priporoča vnos vsaj tam okoli 1,2 grama na kilogram telesne mase. Zakaj več, zakaj ne manj? Mišice so sestavljene iz beljakovin in na stara leta se zgodi pri ljudeh, da pride do tako imenovanega pojava sarkopenije, ki je izguba mišične mase kot posledica staranja. In vsi vemo, da izguba mišične mase pomeni, da smo vedno manj okretni, da vedno manj stvari smo sposobni sami narediti in na koncu lahko pristanemo na invalidskem vozičku, ker enostavno nam mišična masa z mišicami, ki jih imamo, se ne moremo več umikati. Tako da spodnja meja bi jo bilo treba zvišati v vseh ljudeh. In pa zadnje raziskave tudi kaže, oziroma na splošno vsa leta, da pravzaprav ni zgornje meje, ki bi rekel, to je še varno, več kot to pa ni več. Bi dal lahko mogoče kakšen tak bolj konkreten, praktičen primer, torej kakšno hrano torej v tem enem dnevu
naj potem zaužije ta 70 kg težki človek, da bo zadostil tem novim smernicam beljakovin, po vnosu beljakovin. Ne. Torej, to pomeni, da kaj točno? Če sem preračunal, recimo za 70 kg moškega je to nekje 84 gramov beljakovin na dan. Zdaj rečeva, da človek poje povprečju okrog 3-4 obroke na dan, bi to pomenilo nekje 20 gramov beljakovin na vsak obrok. Zakaj to 20 gramov beljakovin je? Recimo 100 gramski piščančji zrezek ima okoli 20 gramov, ena merica beljakovinskega praška ima okoli 20 gramov, z mlekom je precej z mlečnimi izdelki skuti, pač treba je pogledati na embalažo, pa točno piše. Ok, glede na to, da se zdaj bliža spet tekaška sezona, je v polnem razmahu, tudi Ljubljanski maraton je pred vrati, tudi pri nas v Kimitalu se že naši tekači na polno pripravljajo na vse te podvige. Ravnkar sta Luka pa Uroš tekla nek super ultra dolg maraton trail v Švici, tako da mi malo povej za vse naše tekače, koliko beljakovin pa potrebuje tekač, recimo. Je kaj razlik z tistim navadnim povprečnim 70 kg težkim človekom? Ima tekač kaj drugačne potrebe? Do nedavnega velja, da morajo vzdržljivostni športniki predvsem zmaksimizirati, če tako rečemo, ogljikove hidrate, da beljakovine niti niso tako potrebne. Se govori recimo bodybuilderji ali pa tisti, ki želijo povečati mišično maso, ti naj uživajo beljakovine, ker so zanje potrebne. Recimo za vzdržljivostne športnike, se pravi tekače ali pa za kolesarje, je pa pač to brez veze ali pa ni treba nekje pretiravati s tem. In se je priporočilo, da mislim, da okoli 1,4 grama na kilogram telesne mase. Potem pa so zdaj ugotovili, da tiste raziskave, metodologija raziskav prvotnih so pomanjkljive in niso pač pokazale dejansko vrednosti, ki so potrebne za vzdržljivostnega športnika, in danes so vrednosti, ki se jih priporočajo vzdržljivostnim športnikom, precej višje. Recimo, če dam čist primer, v kolesarski ekipi Sky, njihov nutricionist od svojih varovancev pričakuje vnos vsaj 2 grama beljakovin na kilogram telesne mase. Se pravi, še enkrat toliko, kolikor naj bi zaužil nek normalen človek. Skoraj še enkrat toliko. Okay. Ja, in pa, ko bova govorila, najbrž bova tudi o pridobivanju mišične mase, bova pa še identično številko. Zanimivo. Torej, podobno kot nekdo, ki želi pridobiti. Ja, ker namreč tukaj sta 2 razloga, zakaj je temu tako. Tekaška vadba je povzroči precej poškodb v naših mišicah in naše mišice so seveda narejene iz beljakovin, kar pomeni, da že zaradi tega vidika, zaradi regeneracije, so beljakovine po vsej verjetnosti precej so potrebe precej velike. Z druge strani pa tudi to, da pač naši aparati oziroma naši organeli v teh mišicah, mitohondriji, recimo tovarna energije, če bi temu tako po domače lahko rekli, je pravzaprav narejena iz beljakovin. In če teh beljakovin ni na voljo, pač tudi mi ne bomo napredovali v taki meri, kot bi lahko. Same raziskave tega direktno ne kaže, ampak teorija pa nekako in pa praksa, kaj delajo vrhunski športniki, pa spada oziroma gre skupaj s temi novimi idejami ali pa predvidevanji. Okay. Daj potem še na eno drugo populacijo, in sicer na starejše. In sicer danes se tudi zelo svetuje, pa tudi vidim pri nas v našem Kinvitalu, da veliko naših starejših vadečih tudi dodatno si kupuje in skuša zaužiti več beljakovin. Torej, smiselnost uporabe beljakovin kot dodatkov, torej ne kot del redne prehrane, ampak kot v praških, kot vej in podobno za starejše osebe. Je tu ekonomska računica ali je bolje morda to zaužiti s prehrano?
navadno prehrano. Ne? Mislim, da je bilo nekaj let nazaj, preden sem šel v Anglijo, sem imel neko poslovno idejo in celo sem tečnaril proizvajalcem športne prehrane, da naj že enkrat naredijo linijo za starejše osebe. Namreč starejši posamezniki nekako ne bodo šli v trgovino, kjer jih bo pričakal nek bodybuilder z nekimi velikimi vrečami neke umetne hrane, ampak morajo pač beljakovine na nek način drugače zapakirati, pa isti izdelek prodati pod drugim imenom. Wow, dejansko dobra ideja, res. Dobra ideja. Mogoče bo pa začela to. Ja. Kar naprej. Ker v osnovi so ravno starejši tisti, po mojem mnenju, ki jim bo dodatek beljakovin prišel še kako prav. Sploh, ker moramo vedeti, da so whey beljakovine relativno poceni, je to zelo kvaliteten vir beljakovin in relativno poceni. In tudi starejši kot si, slabša je absorpcija beljakovin oziroma aminokislin. To pomeni, da jih moraš zaužiti več, da dosežeš enak učinek. In nekako smernice ali pa nekako se priporoča, da je pač vnos beljakovin pri starejših še toliko večji, oziroma da so obroki večji, bolj bogati z beljakovinami. Tako da, ja, starejšim dodatek beljakovin še kako priporočam. Torej priporočamo, ok. Pa če dej vzamemo tale whey kot dodatek, ne, torej beljakovine kot prehranski dodatek, bi se ta ekonomska računica splačala tudi za nas, recimo ljudi mlajših, srednjih let, tekače, ki so jih prej omenila. Je to tudi smiselno? Torej za ostale populacije, ne samo za starejše, bi priporočal, torej, da kupujejo dodatno. To je čisto odvisno, kakšno prehrano pač zaužijo. Recimo, če dobijo dovolj beljakovin z mesom ali pa recimo drugimi viri, je potem čisto dovolj to. Če pa imajo recimo problem s časom, kje dobiti, ne vem, dober vir beljakovin, je pa pač to optimalna rešitev, nek shake, proteinski shake. Morda tudi za nekoga, ki želi malo manjši celodnevni vnos kalorij, ne? Ja, beljakovine so pravzaprav edino hranilo, no, ki dejansko naj bi nasitilo, imelo pač večjo sposobnost, da nasiti kot recimo ogljikovi hidrati in pa maščobe, in se zato tudi priporoča sploh v času hujšanja, ne le z vidika sitosti, ampak tudi z tega, da preprečiš izgubo mišične mase. Bi morda še malo pokomentiral nekatere druge novodobne prehranske dodatke, torej da se predvsem govorilo o wheyu, torej v bistvu standardne beljakovine v prahu, ki so relativno poceni. Kaj pa druga vrsta beljakovin, in sicer BCA in pa kreatin, te dodatki, kako bi to treba ugotoviti BCA, kaj recimo BCA, če začnemo s tem, kaj to sploh je. BCA so 3 aminokisline, beljakovine v osnovi so pravzaprav aminokisline, poznamo esencialne pa neesencialne. Esencialne so tiste, ki jih moramo nujno vnesti v telo, ker pač telo jih ne zna proizvesti samo. Neesencialne pa naj bi v večini primerov telo, če nisi ravno bolan ali pa če nimaš nekih težav, bilo sposobno telo samo proizvesti. In te esencialne aminokisline, recimo podobno kot recimo omega-3 pri maščobah, je pač nujno potrebno vnesti v telo. BCAA so 3 aminokisline, ki so naj bi jih telo bilo sposobno tudi uporabljati za energijo, in osnovna ideja je bila, da pač naj bi s tem preprečil katabolizem mišice, in katabolizmu si pač razgradnje mišic ne želimo, in pa še hkrati so pa še dodali idejo, da to bo povečalo sintezo mišičnih beljakovin, se pravi dodatek dodatek wheyu. Ne, pač BCA, da bo najdel stimuliralo gradnjo novih beljakovin mišic. Ampak kakšne so pa odkritja na tem področju? Problem je v tem, da so to samo 3 aminokisline. Zdaj pa, če pa želimo mi nekaj narediti, recimo, ko doma gradimo hišo ali pa sestavljamo Lego kocke, imamo na voljo tone 3 vrst kock, še vedno ne bomo naredili celega izdelka, če ne bomo imeli vseh kock.
prej ali slej pri BCA-jkah pride do tega, da pač zmanjka ostalih aminokislin in se bo pač sinteza ustavila in ne bomo prišli več nikamor. Kolikor lahko BCA pojemo, cel dan jih jemo, pač whey bo vedno boljši, ker ima bolj popolno sestavo aminokislin. Aha, torej več aminokislin je v whey. Tistih pomembnih aminokislin. Sicer to zelo radi slišijo prehranski svetovalci, pa proizvajalci tudi, zato ker so BCA veliko dražje kot whey recimo, ampak je whey enostavno veliko boljši vir aminokislin oziroma beljakovin in je veliko bolj priporočljiv ali pa sploh je priporočljiv, medtem ko BCA, jaz ne vem, zakaj bi sploh kdaj uporabil. Torej načeloma znanost pravi, da ni nekega opaznega efekta pri jemanju samo BCA, ne, kot dodatek. Je, v primerjavi s placebom je. V primerjavi z wheyem pa... Z wheyem pa ne. Okay. Torej, če gledamo ekonomsko računico, ne, cena glede na korist, ne, koliko nam koristi zadeva, pa je v bistvu boljše whey, ne, definitivno. Ja. Precej boljše v bistvu praviš. Ok, kaj pa kreatin? Dokazano je, da iz drugega stališča je pa gre za stvar, ki je sicer naravno prisotna v našem telesu. Pač recimo kreatin-fosfatni sistem je eden izmed energetskih sistemov, ki jih uporabljamo za pridobivanje energije, tiste kratke, zelo intenzivne napore, recimo do 10 sekund, in dodatek kreatina v telesu pomaga pri tem, da pač lažje proizvedemo večjo mišično silo in pomaga pri visoko intenzivnih naporih. V osnovi raziskave kaže, kreatin da gre za enega najbolj raziskanih dodatkov. Če rečemo, izvzamemo whey, ki pač na nek način ni dodatek, ampak je del vsakodnevne prehrane, pač beljakovine, medtem ko kreatin dejansko je dodatek. Ni nobenih dokazanih stranskih učinkov, kar bi bili recimo potencialno nevarni in se ga tako priporoča za starejše, da pač lažje vsakodnevno pravila upravljajo, da, kar jim tako. In tudi pač ostalim, ki želijo na nek način pridobiti mišično maso. Zdaj, tekač od tega ne bo imel nič, medtem ko recimo ljudje, ki želijo pridobiti mišično maso, po vsej verjetnosti lahko s tem si pomagajo. Aha, torej kreatin je celo morda bolj uporaben za starejše pa za splošno populacijo, kot pa mogoče za tekača. Za tekača je popolnoma neuporaben in ga ne. Super. Moja babici sem pa kreatin dal na njen jedilnik. No. In je postala eksplozivna. Mislim, da ne upošteva mojih nasvetov, ker se zdi, da je naravna hrana tisto, kar potrebuje. Dobro, pa bomo mogli probati na kakšnih drugih poskusnih zajčkih. Daj mi še to povej, sicer to staro prepričanje o beljakovinah, da le si omenil, si govoril, da je v bistvu whey niti ni dodatek, ampak da je v bistvu čist beljakovina kot del normalne naravne prehrane, kljub temu, da je v prašku. Da mislim, da ga ne moramo smatrati kot dodatek. Da jim pa povej, kaj praviš potem na te stare prepričanja, da naj bi whey pa tudi beljakovine povzročale težave z ledvicami. Mislim, da se doskrat slišal nekaj takega od določenih trenerjev, še malo bolj stare šole. Ja, to ne moram se skavšati. Ti se kar skašli. Očitno te je ta vprašanje res šokiral. To poslušam že zadnjih, 5 let ali pa odkar se ukvarjam s športno prehrano. V Sloveniji to prepričanje zelo razširjeno, v tujini se s tem že nekako znanstveniki spopadajo in dokazujo, da temu ni tako. Namreč to vse izhaja iz študij, ki so preučevale vpliv beljakovin na ljudeh, ki že imajo, poudarek, že imajo težave z ledvicami. Namreč
pri razgradnji aminokislin oziroma beljakovin se sprošča snov, ne bom šel v detajle, ki jo potem mora ledvica izločiti. Če te ledvice ne delujejo normalno, bo pač prišlo do problemov. Ukolikor pa govorimo o normalnih ljudeh, ki jim ledvice delujejo popolnoma normalno, ni nobenega strahu, da bi visoko vnos beljakovin povzročil kakršnekoli težave. Če kaj vem, so bile v zadnjem času narejene študije, ki so preučevali ljudi več kot 3 grame beljakovin na kilogram telesne mase. Torej, res veliko. Več kot 1 leto. Mislim, da je 3,3 grame in več bilo, kar je ogromno beljakovin, pa niso ugotovili popolnoma nobenih sprememb v delovanju ledvic. Tako da to je mlatenje prazen slame in dokler ne bodo ti znanstveniki ali pa samooklicani strokovnjaki prišli s pametnimi raziskavami na plan, tem enostavno ne gre verjeti. Daj mi povej, prej sva omenila potem še, torej začela sta tekači, potem sva šla malo na starejše in na populacijo srednjih let. Kaj pa ljudje, ki pa želijo povečati mišično maso? Zdaj vemo, da danes to niso več samo bodybuilderi, tudi pri nas, v Kimvitalu v bistvu bodybuilderjev nimamo, je pa veliko ljudi, ki pa se želijo povečati mišično maso, že v splošni populaciji. Torej, niso ljudje samo predebeli, imamo tudi ljudi, ki so presuhi ali pa nasplošno želijo izboljšati videz ali pa okrepiti telo za določene športne napore. Torej, omenil si že na začetku, torej, da mi morda lahko malo poveš kakšno razliko, koliko vnosa bi potreboval torej nek beljakovin, torej nek začetnik pri 20-ih, ki je morda zelo suh, pa potem želi dobiti čim več mišične mase v čim hitrejšem obdobju, bi moral jesti abnormalne količine beljakovin ali zadostuje tista 2 grama na kilogram, ki si prej omenil, ki si rekel, da je isto kot tekači. Je tukaj morda kakšna razlika? Ja, mislim, da 2 grama in pol na kilogram telesne mase je popolnoma dovolj. Več ali manj gre od tega, pač že same raziskave kažejo zelo majhne razlike med datkom beljakovin ali pa ne. Gre pač pridobivanje mišične mase nažalost predvsem odvisno od genetike in tudi treninga in naše pač, kako bomo vestni pri treningu. Sam dodatek beljakovin pač pomaga pri tem, omogoča mišično rast, ne bo pa naredilo nekako čudežev. Se pravi, da boš jedel beljakovine, pa boš ta bodybuilder. Ravno ista zgodba je pri tekačih, zakaj tekač ne bo zaradi vnosa beljakovin postal bodybuilder. Enostavno ni to, da bi same beljakovine ne stimulirajo mišične rasti v take mere, kot je recimo sama vadba ali pa način vadbe. Mogoče lahko tudi to omeniva, da tudi to velja za starejšo in za splošno populacijo. Torej, če dodajajo beljakovine k prehrani, je smiselno tudi imeti neko obliko vadbe oziroma programa treninga, kajti če v bistvu samo jemljajo dodatek beljakovin brez da bi karkoli dodali iz stališča vadbe v svoj življenjski slog, pa to bo skoraj bo šlo v nič ali kako? Največji stimulus je sigurno v vsakem primeru vadba. Za mišično rast, tako za šport, kot za vadbo za moč ali pa za pridobivanje mišične mase. Beljakovine so le samo nek dodaten člen, ki ti pomaga pri doseganju cilja. Ja, mislim, seveda, v bistvu ne moreš rasti, brez treninga, pobejem tudi, če po treningu seveda ne. To je tako, kot recimo sama celotna športna prehrana, zdaj, povprečnega športnika, ustrezna športna prehrana ne bo naredila vrhunskega, vrhunskega športnika pa lahko slaba športna prehrana, oziroma slaba prehrana naredi manj kot povprečnega. Ja. Se tudi sam veš, da v fitness svetu je kar nekaj teh mitov, kar se tiče proteinskih šejkov po treningu, pred treningom, med treningom,
med kosilom, po kosilu, med spanjem, po spanju. Ne mi povej, kako je to dosti teh čudnih mitov, ki govorijo, da je treba točno po treningu, ali pa kakšen bo zelo vehementno zagovarjal, da ne točno med treningom, ko končaš deadlifte, ali pa kaj v tem. Torej, povej, kaj to, ki dejansko kaže znanost? Pravzaprav pomembno je, da so beljakovine enakomerno razporejene čez cel dan, se pravi rečemo na 3 do 4 ure, enakomerno, se pravi tudi količinsko enakomerno, to je pa tudi vse, kar je pomembno. Pravzaprav je vseeno ali pred treningom, po treningu, med treningom, čeprav bo nekateri zatrjevali drugače, ampak enostavno se telo glede absorpcije beljakovin se ne odziva nič drugače, takoj po treningu, ne, ali pa pred treningom, ali kako? Ne bo nobene razlike. Okay. Ker so že, ko govorijo o mišični rasti, po povečanju mišic, je muscle fiber tisti nujen znak za povečanje mišične mase. Tudi to prepričanje je dosti tako zasidrano, ne? Ampak mi, ki delamo kot trenerji, vemo, da je v bistvu to bolj novis efekt, ne? Bolj začetni efekt, kot pa kaj drugega. Profesor Strojnik iz Fakultete za šport je na predavanjih, pač moj prvi stop v znanost, je rekel, da je muscle fiber oziroma v angleško delayed onset performance pravzaprav posledica napake v trenažnem procesu. In se moram po eni strani s tem strinjati, ker to je posledica tega, da te mišice nekaj časa nisi obremenil in se pri začetniku bo do tega prišlo. To je normalno, ja. Več kot en teden počival, približno nekaj takega, poslednosti naslednjič muscle fibra ne boš več dobil. In dejansko je to napaka v trenažnem procesu. Je pa naslednja stvar, ki se veže na to isto vprašanje, je, ali je treba mišico uničiti, da mora priti do poškodbe, da pride do mišične rasti ali ne. To je debata, o kateri se v zadnjem času predvsej govoriti v znanosti. Namreč, kaj je tisti stimulus, ki dejansko vzdraži mišico, da začne rasti. In raziskave na nek način nakazujejo, da je po vsej verjetnosti največji dražljaj pravzaprav mehanični stres. Spravi, koliko si ti, kako obremeniš ti mišico in ne dejansko, koliko jo ti poškoduješ. Škodba mišice dejansko pride zraven, posrednosti pa ni tisti glavni razlog za mišično rast. Ja, po svoje se to da že čistko iz opazovanja sklepati, da to drži, ne? Ker če bi res poškodovali vedno znova mišice z treningom bodybuildinga recimo ali pa treningom moči, potem bi določeni bodybuilderi, ki trenirajo vsak dan več ur, slejko prej strgali mišice, tudi z majhnimi bremeni, ne? Ampak v bistvu vemo, da velik volumen, pa tudi če so malo manjša bremena, ne bo povzročil, da redko raztrganine mišic, ampak bo povzročil rast. Torej, v bistvu s to mehanično tenzijo misliš tudi na to, da je treba malo dodajati volumen, kar se tiče vadbe za moč, če želimo doseči malo večji prirastek mišic. Lih preden smo se pogovarjali, sem šel malo čez literaturo, spet pred leti sem napisal cel review oziroma pregledni članek na to temo, ki je dostopen na mojem ResearchGate profilu sicer, mi je na nek način takrat so raziskave nakazovali, da je volumen, se pravi, koliko ponovitev narediš ti v tednu, izjemno pomembna stvar, in danes vemo, da je temu tako. V zadnjem času so bile, mislim, narejene 3-4 študije, ki nekako nakazujejo trend, da več ponovitev, več setov, ki jih narediš v tednu, večji bo mišični prirastek. Se pravi, recimo, če treniramo 3-krat na teden, pa naredimo, zadnja študija je bila 3-krat na teden, po en set, 3 sete ali 5 setov in skupina, ki je delala se po 5 seti, je pač pri njih je prišlo do največje hipertrofije. Neka druga študija nakazuje, da je maksimalna študija dosegla okoli 20, za biceps celo nekaj manj, ampak to je vse pač na nek način, če se damo vse skupaj, večji kot je volumen, večje kot je
obremenitev, ki jo pač mišica more dati skozi, boljše je oziroma za hipertrofijo. Mogoče o hipertrofiji bo malo več rekla v naslednji epizodi, ampak deva danes mogoče se, kar se tiče hipertrofije, mečkan osredotočiti samo na torej splošno populacijo, nekoga, ki je recimo čist navaden pisarniški delavec, pa želi pridobiti nekaj malega mišične mase in moči. Nekako se za začetnike najbolj priporoča ne toliko tisti klasičen bodybuilding program izolacije, ampak verjetno malo bolj program z ne toliko velikim volumnom izolacijskih vaj, ampak z malo bolj sestavljenimi kompleksnimi vajami, kot so počep, razne prenašanja bremen, torej učenja gibalnih vzorcev osnovnih in pa obremenjevanja postopnega. In da trenutno se to najbolj priporoča za splošno populacijo. Kaj ti meniš o tem? Mislim, kakšne izbira vaj? Moram pristrinjati. Jaz sem fan delanja počepov, delanja deadliftov, ker se mi zdi, da so pač to mišice, ki aktivirajo tako te glavne mišične skupine, kot recimo tudi jedro, se pravi tiste stabilizatorje. Imamo raziskave, ki kaže, da so to vaje, s katerimi obremenimo stabilizatorje, aktiviramo stabilizatorje bolj kot s tistimi, recimo s plenki in z ostalimi stabilizacijskimi vajami. Manjšimi vajami, ja. Ja, tako da so to vaje, če se naučiš pravilne tehnike, je to kar enostavno normalen človek potrebuje. No. Je pa res, da moram podariti, da kolikor pa nekdo že bolj izkušen v vadbi moči, pa želi večji volumen treninga, je pa potem dobro dodajati tudi nekaj bolj klasičen bodybuilding princip vaj, torej izolacija in pa velik volumen vaj. Priznam, bodybuilding je precej oddaljena tema od mene, sem vzdržljivostni športnik, ampak če pogledamo, kako dejansko bodybuilderi trenirajo, je pač to the way to go. Ja. Ok, deva, ker so že začela z temi dodatki, da je mogoče za konec pokomentirati še en trenutno zelo popularen dodatek, Fat Burner. In sicer mi malo povej, v bistvu, kaj to sploh je. Nekateri pravijo, da je to v bistvu samo, kot če spiješ kavo pred treningom. Pa mi mogoče ti povej, kakšen efekt sploh ima, kaj kaže znanost. Torej, fat burneri, kaj se zgodi, če želimo izgubiti mišično maso, mislim, maščobno maso, govorimo o mišicah, pa sem že čisto zmeden. Če hočemo izgubiti maščobno maso, to pomeni, da ta maščobo moramo nekako spraviti iz telesa. Edina možnost, da jo spravimo iz telesa, je, da jo porabimo, ker pač to je vir energije in je treba to energijo nekam dati. Zdaj, to lahko naredimo na dva načina v osnovi, da to energijo pretopimo ali pa po domače povedano pretopimo v mišično delo, se pravi, gremo teč, gremo v fitness in jo porabimo za mišično delo. Kaj naredijo pa te fat burneri pa je, da to energijo pretvorijo v toploto. Se pravi, energija, ki je, jo pač na nek način skurijo. Zdaj, fat burnerjev je na trgu cela gora, tisti, ki so legalni oziroma recimo doping free, večinoma temeljijo na kofeinu, na precej visoke količini kofeina in dejansko povečajo termogenezo, se pravi nastanek toplote v telesu in za nekaj 10 kalorij najbolj poveča naš metabolizem v mirovanju. Po vsej verjetnosti pa ima tudi učinek na sitost, se pravi, smo bolj siti, čutimo, da imamo dovolj energije in enostavno pač ne bomo iskali hrane. Se pravi, ne bo direktno toliko povzročilo, da bomo pač porabili to maščobo, ampak bomo enostavno hkrati zmanjšali kalorični vnos. Okay. Torej je nekaj resnice v tem, ko ljudje pravijo, da je to v bistvu kot kava. Se rekel, da temeljijo na kofeinu. Pa kaj, pa to bolj smiselno, da ljudje spijo kavo, več kave? Kofeina je v teh izdelkih precej več kot v kavi. Okay. Govorimo o precej velikih količinah.
Pa je to zdravo? Nekateri tresejo potem, ko dobijo to, Aha. vroče jim postane, se pravi, ta energija nekam gre, ne, se pač telo jo začne proizvajati, za moje pojme to ni preveč zdravo, no. Ker telo dejansko ni narejeno zato, da bo energijo dalo v nič, ampak zato, da jo bo porabljalo v mehansko delo. Se pravi, zvišanje temperature v telesu ni najbolj pametna stvar. V bistvu gre za pregrevanje, ja. Ja, že poleti vemo, da tega ne počnemo, ne, gremo v senco, če nam je vroče, zdaj bomo pa spet burnerji dejansko isto naredili telesu sami. No, pa če to združimo še z intenzivno vadbo, ne, v telovadnici, ne, potem je vročina dvojna, ne. Ali mogoče zaradi tega ljudem, mislim, ali zaradi fat burnerja ljudje, če se potem praviš hitreje pregrevajo, ne, segrevajo telo, je morda zaradi tega delovna storilnost mogoče potem manjša. Je tukaj mogoče kakšna ironija ali ne? Tako je, no, če bi te fat burnerji delovali, pa bi jih dobili na recept debeli ljudje, ne. Ja. Tako da učinki so zelo, če so zelo majhni, večino pa temelji na placebo za moje pojme, no. In pa po možnosti vemo, da vedeti treba, da na trgu, čeprav piše, da ni nedovoljenih snovi v teh izdelkih, velikokrat so prisotni in te lahko povzročajo precejšnje težave našemu organizmu, če jih uživamo v prevelikih količinah. Praviš pa vsem, da povečajo za nekaj 10 kalorij, ne, porabo v mirovanju. Izklepal, no, jaz tega nisem probal še, ampak sem se pogovarjal z uporabniki teh izdelkov, nekako so rekli, da mi je bilo zelo vroče, no, da. Ja, to morda bolj prav pride potem tam bolj v tvojih krajih gor. Ko nimate toliko sonca pa. No, če že to omenim, ko se želih omenil, ne, moja ideja je, da bi mogli ljudje malo manj hoditi, se malo manj obleči, s čimer bi aktivirali tako imenovano rjavo maščobno tkivo. To je maščobno tkivo, ki ima v sebi te organele, ki so sposobni proizvajati energijo, oziroma uporabljati energijo. In jo pretvorijo v toploto in nas grejejo. Vemo, da včasih, recimo v Veliki Britaniji, srečaš zunaj 10 stopinj Celzija, pa ljudje hodijo v kratkih hlačah pa kratkih rokavicah, ker je pač avgust in je poletje, čeprav je mraz, pa jih ne zebe, enostavno zato, ker imajo to razvito, to rjavo maščobno tkivo. In to je pametno imeti razvito, že zaradi tega, ker je velik porabnik glukoze in recimo, ko damo veliko sladkorja vase, enostavno to rjavo maščobno tkivo bilo sposobno prevzeti to glukozo in ne bo pač povzročala glukoza takih problemov. To je precej raziskav z tega področja, se še pričakuje in je zanimivo temo. Tukaj potem, ja, tukaj že prideva na krioterapijo pa te zadeve, ne? Mislim, to, kar se danes priporoča, torej, da ne bi bila hladna kopel, ne? Nek pripomoček k dodatni porabi maščob. Ja, to ravno na ta način naj bi delovalo, ne? Da telo samo prepričaš, da začne porabljati energijo, da se začne segrevati. Zanimivo pa je to, da je to zelo kontra nekak splošnim prepričanjem, ne? Ker večina ljudi misli, da če si na vročini, ne, ko ti je vroče in vse teče iz tebe, takrat porabljaš več maščobe. Ne, pravzaprav ni, ne. Največ energije porabljaš, ko te zebe, ko ti je vroče, pač treba. Ker se more telo, ja, dobro, ja. Ker če pravi tisto enačbo, ne, 70, mislim, mišično delo, 30% energije gre za mišično delo, 70% gre pa za pač v nič, gre v energijo, v toploto, ne. In se pravi, med telesno aktivnostjo se treba čim manj obleči, ker je pač itak energije veliko proizvedeš in gre v nič. Zanimivo, ne, da še par let nazaj so bile pa zelo, pa še zdaj so tam popularne vadbe, kjer se trenira v veliki vročini, razne hot joge in podobno. Ja, s tem Koperju mislim, da še vsako leto prodajo v Sloveniji tisto suknič plastičen, da ga daš nase in potem se potiš. Ne, res?
Ja, to vem, da je bilo še nekaj, me je imelo, Torej, da bi napisal torej si, naslednjo stran. torej si plastično vrečko daš gor in se potiš. Ja, ker pač v osnovi je, seveda, se boš lažje, ker bo prišlo do Ja, normalno. katerega znojenja, ampak gre za vodo, ne? In je pač Ja. lahko prije do hude dehidracije in lahko prije tudi do problemov, če boš to več počel. Ja, o hidraciji so pa zadnjič govorila, ja. Ok, le vidiš, koliko se enih idej nabere še za naslednje epizodice, tako da bova tukaj zaključila, da bova dala še malo misliti našim gledalcem, poslušalcem. Tako da, Timi, evo, pri vas se glih kar noči, pri nas je pa že več kot 1 uro noč. Ja, vidiš, dan si krajša tudi tukaj pri nas. Tako da, podi lepo, uživaj v tej noči, karkoli imaš za delati, za raziskovati. Tako da se vidi potem do naslednjiča. Ne? Velja. No, bodi fajn. Čau, čau. Ti tudi.